Kraj dogajanja, splošna bolnišnica Maribor, oddelek za umetno oplojevanje, čakalnica. Ja, koga te zdaj čakamo tu? Jose Fontana ni na tem oddelku, on je na poškodbenem. Ata, pa kaj je zdaj to, no? Meni je v bolnici slabo postane. Pa ne vem, zakaj čakamo tu, pa koga čakamo? Angel, pa da umiri se, no vidiš, da te vsi gledajo. Moramo zdaj to rešiti. Mogoče pa je gospod Viktor, ata, tvoj donator tu, pa je naročen dan. Kaki donator? Ja, to bi pa te lahko na banki zrihtali. Pa bi jim tam lepo nakazal, lepo nas je vsem vse skup zleko. Sploh pa danes ne smeš gotovine dajati, kaj ne veste to? Danes moš vse nakazati. Ob zadnjih besedah Angela Manuela je mladi par, ki je sedel nasproti Viktorja, Marije in Angela, presenečeno pogledal zadnjega, češ, kje pa so tebe našli. Marija Bolarič je postala rahlo rdeča, prijela Angela Manuela za roko in mu poskušala razložiti. Donator pomeni tu v semenskem smislu, Angel. Darovalec semena. Pol pa ga uporabijo za umetno plojevanje, pa daj se umiri že, no. Angelo Manuelu se je zavrtela v glavi in mu postalo še bolj slabo. Z obema rokama se je prijel za glavo in upal, da sanja, da vse to ni res in da se bo na naslednjem trenutku prebudil v svoje postelji v Kamnici. Ne, še bolje v posteli Marije Bolarič v Kamnici. Kljub vsemu je še zmogel toliko moči in se obrnil k svojemu očetu. Ata, pa kaj toliko imaš tam, da jim tu davaš? Ni dovolj, da si Marijano? Kaj zdaj še tu vse posod hočeš biti zraven? Zdaj pa dovolj, butec! Počakaj, da nas doktor spreme, pa drži lape. Ne delaj mi sramote, ker me ljudje tu poznajo. A pa zgini vuni in počakaj vuni. Ko neki froc obnašaš, čuješ. Vsi te poznajo? Je, ljubi Bog, kaj si vsak dan tu? V tem trenutku so se odprla vrata ordinacije. Na vratih se je pojavila brhka medicinska sestra s 5 svetlimi lasmi in v belem plašču, ki ji ni pokrival kolen. Njene skoraj predolge, a izredno lepo oblikovane noge v ortopedskih obuvalih so vsaj za trenutek toliko zmotile Angela Manuela, da je utihnil. Gospod Viktor, doktor Klinec vas bo zdaj sprejel. Izvolite naprej. Viktor Fontana, Marija Bolarič in Angel Manuel so se v trenutku ustali in v kratki koloni vstopili v ordinacijo. Pričakal jih je doktor Enrique Klinec in jih prijazno govoril. Viktor, pozdravljen, kaj bo dobrega? Kako si kaj? Kar nekaj časa se že nisva videla. Lahko bi odigrala kakšno partijo tenisa. Si še vedno v formi? Vidim, da nisi sam. Si mi pripeljal nove kandidate? Jaz nisem noben kandidat. Daj, Angel, vtehni, no. Kratek dialog je prekinil Viktor Fontana in umirjeno ogovoril doktorja Enrika Klineca. O, Enrique, zdravo. Čuj, tu sem sinom bodočo snaho. No, vse upam, da bo tak. Prosim, daj ma na kratko razloži mojo situacijo. Saj veš, tu doli. Pri tebi, no, mislim, ne pri tebi doli. Pri meni, tu ko tebi pridem. V ordinaciji je nastala smrtna tišina. Angel in Marija sta nepremično gledala v doktorja, medicinska sestra je nehala sortiranje malo večjih epruvet, le na obrazu Viktorja Fontane je bilo opaziti neko olajšanje, kot da je tik pred ciljem dolgega maratona, ki ga je totalno izčrpal. Sicer vaju ne poznam, ampak če je to Viktorjeva želja, naj bo. Viktor Fontana je moj pacient že 9 let in njegova diagnoza v tem času je popolnoma jasna. Viktor Fontana je neploden. Kaj sta ob tej izjavi storila prelestna Marija Bolarič in Angel Manuel? Kako se počuti Viktor Fontana, premožni vodovodar iz Kamnice? In ali bo dolgonoga sestra v ortopedskih obuvalih nadaljevala sortiranje malo večjih epruvet? Ter ne nazadnje, kdo je oče še nerojenega otroka Marijine sestre Marijane? Vse to in še več boste izvedeli v 11. nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi. Diego, sedi pa mir. Kraj dogajanja, manjši vinograd nad Kamnico, last Viktorja Fontana. Čas trgatve. Prelestna Marija in Angel Manuel ob pomoči drugih beračev grozdja obirata sorto renski rizling. Marijina sestra Marijana pomaga v kuhinji, Viktor Fontana, premožni vodovodar iz Kamnice, pa je, kot se za vinogradnika spodobi, glavni na preši. Prelestna Marija stoji ob zrelem trsu žlahtnega renskega rizlinga. Previdno prijema vsak grozd, ga z občutkom odreže in položi v vedro. Jutranje sonce se je že pokazalo iz urbana, čudovita jesenska svetloba in zlato-rumeni listi, ter predvsem podoba Marije je Angela Manuela za hip tako prevzela, da je pozabil rezati grozdje. Daj, Angel, reži, no, se te veš, da so dneve vedno krajši, glej, koliko še imamo, no, veš, da smo komaj v prvi riži, pa še na terminu nismo prišli. Če bi rad na fuzbal šel, začel boj pridn, meni je tako vseeno. Jupa ju, Jose je spet tu, ja!
na trgata sem prišel, ki ste berači moji, kaj ste kaj ženi, puta, hej! Ja, kaj te to za nekega lama, se te še niso toliko spili, jo, kako še lepo. V tem trenutku sta prelestna Marija in angel Manuel že videla, od koga prihajajo glasni vzkliki. Jose Fontana je prišel iz bolnice. Angel Manuel se ni mogel zadržati. Aj, Jezus, samo to ti je še falil. Zdaj me zanima, kaj nas bo te danes nasral? O, berači, kak gre, Marika, moja zlata, veš, kak sem te pogrešal. Skoro sem umr. V najhujših mukah in bolečinah še samo meglo videl, Marija, pa si tam stala ti, z grozdom v rokah. To je cajhen, to je znak, Marija, usvojena smo si, pozabima vse, pa grema pred oltar. Oni gori že ve, Marija, drugač bi me vzel k sebi. Pridi, muca moja kobanska. Marija je presenečeno zrla v svojega nesojnega zaročenca, angel Manuel pa ni čakal. Pa kaj te s tabo je tele? Na črpanju si bil, pa se meniš, ko si bil smrtno ranjen. Kaj si nas te nasral, da je najm foter Marjano oplodil? Čuješ, Lojs, jaz fotra boljše poznam, ker sem celo življenje z njim. Stari je ko belgijski orjak. Onega zajca, mislim, ne vdo. Pol kamce je poskako, kar je šlo pa lezlo. Vse je potišal. Jose, umiri se, tvoj ata ne more imeti otrok, pri zdravniku smo bili, pa nam je lepo povedal. Jose Fontana je na široko odprl oči, usta je imel tako in tako že odprta in še preden je uspel spraviti kakšen glas iz sebe, je med njimi stal hlapec Jernej Rodriguez, ki že 30 let pomaga na posestvu Viktorja Fontane. Čujte vi, Jose, Marija in ti, angel Manuel, takoj morate gor k preši. Gospod Fontana mi je naročil, župnik, vas rabijo, ker so prišli in vam morajo nekaj važnega povedati. Zakaj je na trgatu pri Viktorju Fontani prišel gospod župnik in kaj ima zapovedati? Ali bo grozdje pravočasno pobrano in kako dobra bo letina? Ali bo angel Manuel šel na nogometno tekmo in ne nazadnje? Kdo je oče še nerojenega otroka Marijine sestre Marjane? Vse to in še več boste izvedeli v 12. nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi. A dobro, no kaj je to zdaj? Kraj dogajanja, zidanica nad vinogradom Viktorja Fontane. Čas dogajanja, točno opoldne. Viktor Fontana je sedel ob svoji zidanici in jo že kot ničkolikokrat do zdaj gledal s takšno ljubeznijo, kot gleda mati svojega sina. Resnično je ponosen na to staro hišo, ki je bila obnovljena, a še vedno v funkciji kot takrat, ko je to bila še viničarija. Vhod v klet vodi s čelne strani hiše, kjer je ogromna lesena preša in nekaj hrastovih sodov. V starem tramu je vrezana letnica 1883. Ob Viktorju Fontani sedi župnik, oče Belisarijo, ki si z eno roko briše pot na čelo, z drugo pa drži kozarec s hladnim tramincem, ki ga je osebno posvetil lansko leto in katerega ne nazadnje tudi pije med sveto daritvijo. Vino je le eden od prostovoljnih prispevkov Viktorja Fontane domači fari. Ko si oče Belisarijo malo opomogel od vročine, je pogledal proti prelestni Mariji, angelu Manuelu in Joseju Fontani ter jim s kazalcem na desni roki pokazal, naj se približajo in posedejo k mizi. Ob tem seveda ni bil tiho. Posedite se, očice moje izgubljene. Sram vas je lahko, da moram priti na trgatev, da rešujem vašo sramoto. V cerkvi niste bili že od adaptacije dalje. Seveda ne govorim za velikodušnega gospoda Viktorja, ki ga redno vidim ob daritvah. Ob zadnjih besedah je oče Belisarijo pogledal proti Viktorju Fontani in mu prijazno pokimal ter nadaljeval. Marsikaj se govori po naši fari, jaz vse slišim, kot tudi gospod nad nami. Oče Belisarijo se je pokrižal, Jose Fontana pa je izkoristil premor. Hvaljen bodi, gospod. Jose, ne prekinjaj me in ne omenjaj gospoda, k spovedi pridi in priznaj svoje grehe. Kaj bi raji, da se cerkev žge? Kdo bo te dal za novo adaptacijo? Je kot strela z jasnega rekel angel Manuel. Ob tem je Marija prestrašeno zavzdihnila. O, Jezus. Viktor Fontana pa strogo dejal. Lape, angel, oče Belisarijo govorijo. Malo več spoštovanja, šmrkavec. Oče Belisarijo si je poplaknil usta z lanskim tramincem in zopet prijazno pokimal proti Viktorju Fontani, malo zaradi zadnjih besed in malo več zaradi izredno dobre lanske letine, ki jo je spuščal po grlu, ter nadaljeval. Angel Manuel, kdo ti daje pravico govoriti, ko pa si se komaj vrnil iz križevega pota, po katerem si hodil zaradi starih grehov? Ti si grešnik, ne pa misionar, da bi govoril.
in Bog ne daj sodi o dejanjih drugih. Oče, oprostite, kaj nam imate zapovedati? Mi moramo pobrati grozdje, komaj v drugi vrsti smo, pa poldne je že zvonilo. Je skrušeno rekla prelestna Marija, da bi vsaj malo pomirila situacijo. Viktor Fontana pa zopet ni čakal. To je bolj važno od trgatve. Naj oče povejo, kar imajo. Kje je Ana Rosa z nareskom? Oče so lačni, mimo milu. Pardon, oče. Oče Belisarjo že tretjič prijazno pokimal proti Viktorju Fontani, Angel Manuel pa je v imenu Ane Rose, sestrične prelestne Marije, dvignil glavo in oči so se mu zasvetile. Ni dolgo čakal, Ana Rosa je prihajala z ogromnim nareskom in košaro svežega kruha. V dolgem, lanenem krilu in beli bluzi je bila kot angel, ne samo zaradi prisotnosti očeta Belisarja, pač pa zaradi njene lepote, o kateri so govorili tudi v sosednji fari. Ko je spustila hrano na mizo in se globoko priklonila, je bil tudi oče Belisarjo hvaležen stvarniku, da se je tako potrudil. Ob tem je prijazno dejala: Oče, kibelflajš ni masten, pa tudi klobase niso papricirane. Šunko pa ste že gnali, toliko da veste. Boste kumarce ali papriko zraven? Ni problema, samo rečite. Hvala lepa, otrok moj, v redu bo. Oče Belisarjo se je zopet pokrižal, vzel srednje velik kos mesa iz tunke in ga nesel k ustom. Jose Fontana pa zopet. Hvaljen bodi, gospod. Očetu Belisarju se je zaletelo, a je nadaljeval svojim slogom, tokrat s polnimi usti. Prišel sem, da rešimo zadevo z Marijano in njenim še nerojenim Pankrtom. Dobro me poslušajte. Usodnega dne, ko je jemal sam Satan in mu ni videla obraza, je to grešno dejanje nekdo videl. Pa ne samo Bog, tudi nekdo, ki mi je povedal. Kaj bo povedal oče Belisarjo in koliko bo pojedel? Ali se bo Jose Fontana ojunačil in vzel košček klobase njegove najljubše hrane? Kaj bo storila Ana Rosa? Bo kar stala ob mizi in gledala le očeta? In ne nazadnje, kdo je oče še nerojenega otroka Marijine sestre Marjane? Vse to in še več boste izvedeli v 13. delu Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi. Pikoša, marš v štalo!